Starši pravijo, da preveč časa porabim za videoigre. Meni pa se zdi, da videoigre prinesejo tudi kaj dobrega. Do 18. leta se tisti del tvojih možganov, ki je zadolžen za samonadzor, imenuje se čelni reženj, še vedno razvija. Zato spletne vsebine najstnike bolj pritegnejo kot odrasle. Igre imajo več vzvodov, ki pritegnejo k igranju, tudi takrat, ko sam tega ne želiš. Ta sistem nagrajevanja pa te lahko hitro potegne v zanko. Ker pa igre možgane nenehno nagrajujejo, se na to navadijo in potem zahtevajo vedno več igranja, da veselje sploh občutiš. Še vedno ne vem, a igranje videoiger slabo vpliva na moje možgane? Če se mnogo bolj kot drugim področjem v življenju posvečaš igranju videoiger, lahko to prinese težave pri odločanju, presojanju, načrtovanju, postavljanju prednostnih nalog in tako dalje. Tudi prednosti so. Pri igranju moramo uskladiti premikanje oči, gibe rok in svoje miselne sposobnosti. Pa še drugi plusi so. Aha, torej, videoigre imajo dobre in slabe plati. Torej, ni nič narobe z njimi, če jih igram po pameti.